na temo vojaški transport v vzgojnem Posočju med Prvo svetovno vojno. Temo nam bo predstavil Jaka Fili, zgodovinar, magister zgodovine, kustos v Kobariškem muzeju. Hvala lepa, Jaka, da si prišel, predstavnik Kobariškega muzeja, in zahvala tudi za slike in material, ki ste nam ga posredovali za razstavo. Tako da, prosim. Lepo pozdravljam tudi v imenu Kobariškega muzeja. Zdaj, sicer naslov mojega prispevka je primerjava avstro-ogrske in italijanske strani, ampak glede na to, da bojo vsi, ki sledijo meni, bojo predstavljali avstro-ogrsko stran, sem se jaz malo bolj osredotočil na italijansko stran. Tako da, če začnemo, tu lahko vidimo zemljevid, ki prikazuje stanje v zgornjem Posočju septembra leta 15. Frontna črta se do preboja ni spremenila, tako da bo kar ustrezen. Ampak zdaj sam vojaški transport v osnovi je bil enak tako na italijanski kot avstro-ogrski strani, vendar pa je bila v zgornjem Posočju ena, kako bi rekel, kar pomembna razlika. Namreč v času Prve svetovne vojne, lahko bi rekli, temeljni kamen vojaškega transporta so bile železnice. In zdaj, če pogledamo na temu zemljevidu, avstro-ogrska stran je imela za transport na področje zgornjega Posočja na razpolago bohinjsko progo, to je most na Soči, Baška grapa, in železnico do Trbiža, medtem ko je na italijanski strani v bistvu širokotirna železnica prišla do Čedada. Na prvi pogled bi rekli, da to pomeni, da so imeli Italijani večje težave z oskrbo, ampak v bistvu je bila stvar prav nasprotna. Namreč, če pogledamo od mosta na Soči do Trbiža, tu vmes ni praktično ničesar. Se pravi, so Julijske Alpe, gorski masiv, zelo težko prehoden teren. Medtem ko je od Čedada do zgornjega Posočja je najprej zelo enostaven prehod po dolini reke Nedeže preko Kobarida, pa tudi hribovit teren med Čedadom in dolino Soče ni niti približno tako zahteven kot Julijske Alpe. Pač hribovje Kolovrata dosega višino dobrih 1000 metrov z izjemo najvišjega vrha Matajurja, ampak glavne ceste tako ne peljejo preko Matajurja. Tako da že v osnovi so imeli Italijani, lahko bi rekel, lažje delo pri oskrbovanju svoje vojske. Zdaj, koliko materijala so rabili? Po nekaterih izračunih naj bi italijanska brigada, se pravi 2 polka, približno 6000 mož, na dan rabila do 200 ton oskrbe. In vse to je bilo seveda treba pripeljati do fronte. Kot sem rekel, glavni logistični center na začetku vojne je bil Čedad, ampak po zavzetju Kobarida se je stvar hitro preselila v zgornje Posočje. Seveda, najprej so italijansko vojsko oskrbovali po cesti, se pravi iz Čedada proti Kobaridu, ampak ta cesta preprosto ni zmogla požerati celotnega prometa, tako da se je hitro začela izgradnja železnice med Čedadom in Sožidom, ki je bila zgrajena že leta 1916, dolga je bila 25 km, ozkotirna železnica širine 750 mm. Pa pri tej železnici je zanimivo, da je v bistvu s koncem vojne sama železnica ni propadla, ampak je ostala v uporabi. Mislim, da leta 19 so jo predali v civilno rabo in je potem ostala v uporabi vse do leta 1932. Takrat so pač ugotovili, da je sama železnica prepočasna in da so previsoki stroški obratovanja, tako da se je potem promet spravil na ceste. Zdaj tu lahko vidimo 2 sliki. V bistvu na tej sliki lahko vidimo edini predor na tej železnici pri vasi Štupca in sama železniška postaja v tej isti vasi. To sta v bistvu 2 od ostankov te železnice, ki sta še danes zelo dobro vidna. Mogoče je pri tej železnici zanimivo pač sama ta infrastruktura, kljub temu, da je železnica
ozkotirna lahko vidimo, da je že sam tunel ni navadna luknja skozi hrib, ampak je v bistvu ima prav portal, pa tudi železniška postaja je dejansko zidana, ni to neka baraka. Tako da ta železnica je bila za oskrbovanje italijanske vojske izjemnega pomena, seveda pa ena ozkotirna železnica ni mogla oskrbovati celotne italijanske armade v Zgornjem Posočju, tako da je zelo velik pomen v Zgornjem Posočju za Italijane imel cestni transport. Namreč italijanska vojska v bistvu že zelo, lahko bi rekel, da je bila kar dojemljiva za te tehnične inovacije, kljub temu, da je bil motorni promet relativno nova iznajdba, italijanska vojska kar hitro pograbila idejo o teh tovornjakih in tako dalje. Tako da so za potrebe transporta s temi tovornjaki so v Zgornjem Posočju začeli izvajati kar velike infrastrukturne projekte, te projekte so izvajale italijanske inženirske enote, ki so jih upravljali tako imenovane direzione lavori, to bi lahko rekli direkcija za dela. In za področje Zgornjega Posočja pa do nekje Korade so bile odgovorne 3 cone, to so bile 6., 7. in 8. In te 3 cone so med letoma 15. in oktobrom 17 so v Zgornjem Posočju pa v Nadiških dolinah so izvedle 47 večjih projektov, to pomeni bodisi obsežne obnove in razširitve obstoječih cest, bodisi gradnje popolnoma novih cest. Tako da so do junija 1917 so na svojem odseku Italijani v bistvu zgradili in obnovili več kot 350 km vojaških cest, pa tudi mulatier. Tako da tu lahko vidimo, da so bili ti projekti res obsežni. In kakšen pomen je imel ta cestni transport? Kot sem rekel, italijanska vojska je bila imela kar posluh za tehnične inovacije, tako da če pogledamo stanje v italijanske vojski leta 1915, so imeli ob končani mobilizaciji imela celotna italijanska vojska na voljo 216 018 tovornih živali in samo 3500 tovornjakov, pa še 500 ostalih vozil. Med samo vojno pa so izdelali več kot 43 000 tovornjakov, se pravi število tovornjakov se je povečalo za več kot 10-krat. Tu so bile najrazličnejše italijanske tovarne, znana imena kot so Fiat, Alfa Romeo, Lancia, pa tudi tovarne, ki ne obstajajo več, kot so, ne vem, Officine Mecaniche, pa SPA. Levi delež pri teh tovornjakih je imela tovarna Fiat, ki je izdelala kar 37 000 tovornjakov. Najbolj znana imena so bila pa najbolj proizvajani modeli pa so bili ta Fiat 15 Ter, ki je bil lahek tovornjak z nosilnostjo približno 1,5 ton, pa Fiat 18, ki je imel nosilnost že kar 4,5 tone, kar je bila že za tiste čase kar lepa nosilnost. Recimo na tej fotografiji lahko vidimo en ta konvoj italijanske vojske. V ozadju so tovornjaki, v ospredju pa sta 2 motorizirana topa. Tako da v bistvu lahko vidimo, tudi to je bil že za tiste čase zelo modern koncept, da se je orožje dalo direkt na šasije tovornjaka. Prav ta fotografija je bila posneta nekje na grebenu Kolovrata, tako da lahko že v bistvu na tej fotografiji vidimo pomen vseh teh cest, ki so jih takrat zgradili. Seveda pa Prva svetovna vojna še zdaleč ni bila popolnoma mehanizirana. Tudi italijanska stran ni bila nobena izjema. Še vedno se za transport množično so se uporabljali tovorne živali, konji, kot lahko vidimo na zgornji fotografiji. V Visokogorju pa seveda tovornjaki, pa tudi težji tovorni vozovi niso mogli voziti, tako da lahko vidimo na tej fotografiji kombinacijo dveh najbolj tipičnih načinov transporta v Visokogorju, se pravi lahko vidimo v spredju
voziček vojaške žičnice, spodaj pa lahko vidimo mulatero, ki je polna tovornih živali in vojakov. Zdaj, če na hitro povzamem, glavna razlika med italijanskim in avstro-ogrskim transportom v Zgornjem Posočju je bila ta, da je italijanska stran dala dosti večji poudarek na te vojaške ceste. Poleg tega pa je prav zaradi tega lažjega terena, ki so ga morali premagati. Seveda so tudi Italijani uporabljali te vojaške žičnice in mulatjere, ampak za razliko od avstro-ogrske strani v Zgornjem Posočju Italijani niso imeli teh dolgih vojaških žičnic, kot so imeli recimo Avstrijci preko prelaza Vršič ali pa južneje preko Čepova. Se pravi, Italijani so imeli te krajše vojaške žičnice, ki so material spravljali iz doline na vrhove gora, niso pa imeli teh dolgih, res več 10 kilometrov dolgih oskrbovalnih žičnic. Tako mislim, da to bi bilo na hitro to. Zdaj, če je še kako vprašanje, vprašajte, drugače pa hvala za pozornost. Mogoče, odkot se je Italija oskrbovala z nafto? Tega nisem jih preučil, ampak glede na to, da niso bili pod celinsko blokado in oskrba z nafto ni bila problem. Podmornice so na morju, na Sredozemlju delali nekaj? Ja, ampak preko Tirenskega morja pa na tisto stran pa... Libiji še niso odkrili nafto, ne? Nekaj malega so, ampak ni bilo niti približno, da je bila že industrija. Pa to vedeli so, da je nafta tam, ampak niso še cel industrija. Pač taka količina, mislim... Ja, količina pa... Ne, je... Kaj Avstrija imela pač z Galicije, Pa z Romunijo. Avstrija je bila najmodernejša rafinerija na reki. Že z tega vidika. Toliko sam. Še kakšno vprašanje mogoče? Hvala, Jakam. Zanimiv pogled, ker vsi smo se bolj, večino poznamo avstrijsko stran, tudi naša razstava se je omejila na avstrijski transport, tako da smo zelo veseli, hvaležni za ta pogled tudi na nasprotno, na italijansko stran.